Naslednji koncept, ki ga bomo spoznali v WordPressu, so tako imenovani gradniki ali widgets. Gre za nekaj, vam bom tukaj dosti enostavnejše pokazal, gre za prostor v dizajnu, v katerega lahko vključimo neko vsebino. Recimo v tem primeru je v nogi vključena vsebina, ne vem, o kongresu, je vključena vsebina z nekimi povezavami in pa neke informacije o kontaktih. Na eni drugi spletni strani, recimo za restauracijo, je gradnik recimo informacija o kontaktu. Naprimer, ta spletna stran je večjezična in ima možnost preklapljati med slovenščino pa angleščino. In pa ta tretja zadevščina je še enkrat meni, da ne rabi uporabnik iti tukaj le gor navigirati, ampak da ima tukaj že spet možnost izbirati takoj za neko specifično jed. Tukaj recimo lahko tudi vidite, da je recimo indijska jed glavna kategorija in pa potem juha je podkategorija. In tudi dizajnersko je potem ta stvar noter zamaknjena. Se pravi, vse podkategorije so zamaknjene noter od te kategorije. Torej, imamo možnost v vsaki od teh tem, ki jih bomo naslednjič spoznali, imamo možnost v neke prostore vključiti nekaj noter. Lahko bi vključili neko sliko, lahko bi vključili neko besedilo, lahko bi vključili neke, ne vem, recimo, lahko bi vključili zadnje objave, se pravi zadnje novice, ki so na strani. Če bi šli recimo na katerikoli blog, je to ponavadi bilo na nekem sidebaru, na neki lokaciji, ki je ob sami vsebini. Imamo potem možnost, ne vem, iti iskati po datumu, po kategorijah, po ključnih besedah, po recimo, ne vem, zadnjih komentarjih, je tudi recimo modul, ki ga lahko dodajamo. In vse te stvari lahko najdete tukajle na spletni strani pod Appearance in pa Widgets. Če jaz zdaj kliknem na Appearance in pa Widgets, mi bo, glede na to temo, ki jo imam zdaj aktivirano, naslednjič bomo spoznali temo, s katero bomo delali, ki je dosti bolj kompleksna kot to, ampak ta tema mi recimo omogoča ta sidebar. Če grem recimo na mojo spletno stran, to, da vam pokažem, je recimo sidebar tole. Tale del, ki je zraven vsebine, in tukaj je en gradnik, zadnje novice, en gradnik, ki je možnost skakanja po mesecih za nazaj, gradnik, ki je kategorije, in pa gradnik, kjer bi se lahko recimo jaz administrator prijavljal ali pa odjavljal. In tukaj na levi strani imamo vse gradnike, ki mi jih trenutno omogoča WordPress. To se lahko dodaja skozi vtičnike, se pravi, lahko si dodajamo neke dodatne funkcionalnosti, če nam te stvari manjkajo, ampak imamo možnost, recimo galerijo, imamo možnost nek audio predvajalnik, če bi imeli, ne vem, spletno stran za nek band, naprimer. Lahko imamo tag cloud, če bi imeli recimo veliko, to ste mogoče videli na kakšni spletni strani, kjer uporablja zelo veliko ključnih besed, so potem ključne besede, ki se jih večkrat uporablja, take večje. Une, ki se jih pa manjkrat uporablja, pa manjše. Mislim, je tak nek zanimiv grafična navigacija. Lahko recimo dodajamo video, večinoma pa je tukaj to besedilo, se pravi neko, ne vem, o nas ali pa neki kontaktne informacije in preprosto, če bi jaz želel, naprimer, si dodati nekaj v nogo strani, lahko ali primem pa potegnem v eno izmed teh lokacij in v trenutku, ko spustim, imam možnost napisati neko vsebino, pa si bomo potem pogledali na spletni strani, kako to izgleda.
Ta druga možnost je pa, da kliknete tlele gor na enega izmed teh gradnikov in tukaj imam takoj možnost si izbrati, kam želim, da se ta gradnik zdaj doda. Pa ga bom dal v footer 2, da bom imel na obeh en gradnik in bom še sem noter nekaj napisal. Kliknil bom na save vsakeč in če grem zdaj na mojo spletno stran in jo ponovno naložim, lahko tukaj zdaj vidite, da imam dva gradnika z besedilom, se pravi z naslovom tega gradnika in pa nekim tekstom. Pik, pik. Še nekaj zanimivih vtičnikov. Prej sem rekel, da je vtičnik v WordPressu nekaj, kar mi omogoča, da se funkcionalnost moje spletne strani razširi. Tale vtičnik, na primer, mi omogoča, da si gradim kontaktne forme. Zelo, zelo komplicirane kontaktne forme si lahko recimo z njim zgradim. Naprimer, to je bila kontaktna forma za registracijo na kongresu, mislim, da Vrtnic, kjer je recimo vsak, ki je prišel noter, je lahko upisal, odkot je prišel, pa če je del tega kongresa, se pravi, če je govorec, in glede na to se mu je potem računal, koliko mora plačati takoj, koliko mora plačati čez en mesec. Ne vem, ko si je izbral hotel, so se mu potem odprle neke možnosti sob. Skratka, zelo kompleksne stvari lahko naenkrat dobite noter oziroma si jih zgradite. Po drugi strani pa lahko delate, ne vem, naprimer neke ankete. Če naprimer kdo pozna Enko, številka 1ka.si, to je praktično identična zadevščina. Če bi lahko bi neko raziskavo delali na svoji spletni strani, se pravi, da ne rabite linkati na enka.si, ampak imate na svoji spletni strani z identičnimi vprašanji in z identično možnostjo odgovarjanja in potem vam isto dela grafe glede na to, kaj je kdo izbral noter. Druga zadevščina, ki zna biti komu zelo zanimiva, je WooCommerce. WooCommerce je najbolj popularen vtičnik za trgovino. Se pravi, za tem si lahko vi eno celo funkcionalno trgovino postavite na svoji spletni strani. Vključno z različnimi poštninami, z različnimi načini plačevanja, z recimo, ne vem, damo noter t-shirt, lahko rečemo, da je zdaj variacija t-shirta ali velikost ali barva, mislim, ni da ni, lahko damo noter. Stvar je zastonj. Tako kot Formidable prej, je stvar zastonj. To stvar je kupilo isto podjetje, ki dela WordPress, tako da je cel čas zelo veliko programerjev v bistvu dela na tem, da je stvar up to date in zelo funkcionalna. In pa stvar je prevedena v slovenščino, tako da imate čisto slovensko trgovino lahko zelo hitro, ne da bi kaj veliko rabili narediti. Ta drug vtičnik, ki zna biti komu zanimiv, je bbPress in sicer je to forum. Če želite postaviti na svojo spletno stran forum, je bbPress, mislim, da še vedno najboljša rešitev, ponovno zastonj. Tukaj je mogoče fajn, da si potem obkljukate registracijo uporabnikov, ker drugače ne boste imeli kaj veliko ljudi na forumih, ker ne bo mogel noben pisati. Če želite narediti kopijo Facebooka, BuddyPress, torej da na svoji spletni strani naredite neko celo socialno omrežje, kjer imajo lahko ljudje gor profile, kjer lahko se recimo dodajajo med sabo dodajo prijatelja, si pišejo na zid, bolj ne pač osnovna funkcionalnost Facebooka skozi BuddyPress spet zastonj. Ne vem sicer, če je preveden v slovenščino. Kaže sicer ne, este plugin también está disponible. Ok.
Do tega bomo sicer prišli na koncu, a mogoče kdo ve, kaj je cache? Razen ta cache. Caching gre za način, da si spletna stran, zgenerirano stran, katerokoli podstran, zapomni. Ne? Se pravi, da naslednji uporabnik, ta prvi uporabnik, ki bo prišel na stran, bo ta stran zgenerirana in shranjena. In naslednji uporabnik, ki bo prišel gor, strežnik ne bo rabil spet generirati vse te strani, ampak bo samo vzel, imam shranjeno, tle imaš. Ne? Kar je uporabno v tistem trenutku, ko začne večja količina ljudi prihajati na stran. Ne? Mogoče ste imeli kakšno reklamno kampanjo, mogoče je kakšna stvar ratala viralna in dosti večja količina ljudi pride na spletno stran in seveda s tem tudi prinese neke probleme. Ne? Torej, če bi to ne bi bilo aktivno, bi mogel strežnik vsakič znova generirati to stran in obremenjujemo strežnik. Ne? To reši ta problem. Ne boste še imeli prvi teden problema, tazga, oziroma pač, če ga boste imeli, lahko pridete namesto mene predavati, kako marketinško tako stvar narediti. Potem pa spet pridemo do tega. To bom vam tokrat povedal, da boste res me zasovražili na koncu. Zato, ker WordPress laufa 1/4 vseh spletnih strani na svetu, je to največja tarča, ki je. Ne? In zelo praktično nujno je, da imamo enega izmed tako imenovanih security modulov na strani. Eden izmed najpopularnejših je iThemes Security, kjer lahko od tega, da skrijemo lokacijo za prijavo na spletno stran, do tega, da da si recimo izklopimo, naprimer, če ni nobenega, ki bi se v našo spletno stran prijavljal po noči, si lahko recimo nastavimo, da se po noči noben ne more prijavljati. Ne? Se pravi, da noben ne more uporabniškega imena pa testirati, če slučajno kdo pride. Ena izmed stvari, ki jih ima iThemes Security noter, je tudi to, da po nekaj neuspešnih vpisih uporabniškega imena pa gesla bo tega človeka zablokiral. Ne? Se pravi, ne bo mogel niti dostopati do spletne strani. In pa imajo še en centralni sistem, če vpišete svoj e-mail noter, pridete do tega centralnega sistema, pa vas pa malo spamajo. Se pravi, katerikoli človek, ki se poskuša prijavljati za svojim IP naslovom, mogoče kdo ve, kaj je IP naslov? Kako točno? Od računalnika kje? Se pravi, to je tvoj naslov na internetu. Ne? Oziroma znotraj neke mreže imaš tudi zdaj specifično IP naslov, ampak je to znotraj mreže. Ne? Torej, če bi, zdaj recimo vsi tisti, ki ste na šolskem omrežju zdaj prijavljeni, če greste na neko spletno stran, imate vsi vi isti IP naslov. Ne? Cela šola ima en IP naslov, iz katerega pač gre internet ven. Ne? Tako da včasih pride do tega problema, da se poskuša več ljudi naenkrat iz šolskih kompjuterjev prijavljati na neko lokacijo in potem mogoče že sistem misli, da kdo poskuša vdirati. Zato, ker ne ve, da je tle recimo 10 ljudi. Kar se njega tiče, to je en človek. In oni imajo recimo centralno bazo, ko se kdo poskuša prijavljati, bo on pogledal, a je ta IP naslov že slučajno kje bil. Ne pridi prav in če je, ga sploh ne bo spustil noter in je že takoj zablokiran. Ne, da bi on sploh enkrat imel možnost vpisati svoje uporabniško ime pa geslo. Ta drug modul, ki je skoraj da identičen v funkcionalnosti, meni za določene stvari malo bolj ljub, je Sucuri. Ena izmed stvari, recimo Valentina, lahko probaš, če greš na sucuri.net, imajo tako imenovani brezplačni tester, če je tvoja spletna stran okužena.
ne, on bo poskušal priti iz nekih točk noter in če je slučajno karkoli, kar je javno vidno, da je okužena, ti bo takoj povedal. Ne. Zdaj pa ta stvar bo pa med drugim tudi skenirala vse datoteke od WordPressa in vse datoteke od vtičnikov, če se slučajno kakšna od njih razlikuje od tistih, ki so v centralni bazi. Kaj to pomeni? Ne? Nekdo bo prišel, vdrl v spletno stran in se v eno od datotek od WordPressa še malo dodal noter, da pač pride po neki varnostni oziroma po nekem backdooru noter, ne? In ta stvar bo takoj to našla, zato ker se tista datoteka naenkrat razlikuje. Ops, tle je pa neka sprememba, daj pet pogledati, če je vse ok. Zato mi je recimo super fajn, ker lahko zelo hitro vidim, če se je na kakšni strani karkoli takega zgodilo. Še ena stvar, ki jo je zelo, zelo fino imeti, je backup. A se je že komu kdaj zgodilo, da vam je disk crknil? Vsak disk ni vprašanje, bo crknil ali ne, vprašanje je samo, kdaj bo crknil. Tako da pač vedno je fajn imeti backup, pa backup od backupa za vsak slučaj. Ta zadevščina bo backupirala bazo in pa datoteke lahko ali na strežnik, kjer imate gostovanje, ali vam pa direktno skopira na recimo Dropbox, na Google Drive, na OneDrive, pošle po mailu, whatever, pošle po mailu glih malo težji, zato ker je limit 25 mega, no, ampak OneDrive, Dropbox, Google Drive, super zadevščina, se pravi, on bo zazipal vse file in bazo, poslal in imate pač nek safe backup. Če se karkoli zgodi, če slučajno, ne vem, vse kolapsne, imate nekje pač tisti backup, iz katerega lahko delate. In pa eden izmed vtičnikov za večjezičnost. Če bo želel kdo imeti na svoji spletni strani več jezikov, je tole eden izmed brezplačnih rešitev. Moja priljubljena rešitev je plačljiva. Jaz vam bom sicer dal svojo licenco, ker je neomejena, tako da če bo želel kdo to uporabljati, boste dobili. Je pa to zdaj tako. Kar se tiče večjezičnosti, stvar se ful fajn sliši. Bom imel spletno stran v večjih jezikih, dokler ne pride do implementacije. Zaradi tega, ker vse mora biti vedno prevedeno v oba jezika. Drugače stvar začne kolapsirati. Torej vsaka novica, vsi meniji, vse podstrani, vse mora biti prevedeno v oba jezika, da stvar deluje. Če ni, je potem, ok, nekaj manjka v meniju, nekaj, ko pridem, kliknem na en link, stvar naenkrat mi flikne napako. Tako da ogromno enega dodatnega dela boste imeli, če boste želeli imeti večjezičnost, je pa seveda večjezičnost absolutno možna.